Dobički gospodarstva so bili v tem mandatu ob največji krizi doma in po svetu rekordni, pika. To so dejstva. In temu kapitalu služite in ta kapital dela za vas. Predsedujoča, sem vas že opomnila. Dajte si prebrati poslovnik, no, kaj smemo, pa sem ga prebrala in jaz ga tolmačim. No, in moram razložiti, zato sem vam en opomin se vam že dala, ne razpravljate pa o tem, kaj vi delate, prosim, zastavljate vprašanja. V skladu z delovnimi področji Ministrstva za pravosodje, hvala. Pa ste vi normalni? Neustavno ste delovali, nezakonito. Kako se obnašate? Izrekam vam opomin. In slišim vas, kolega Poglajen, počakajte, da zaključim, umirite se. Kako si dovolite? Vidite, to je to. Točno to je to. Izkopavate, spodkopavate zaupanje v pravno državo. Vi ste delovali neustavno. Kolega Poglajen, dostojno se poskušajte obnašati. Vem, da vam to ne gre od rok. A ne? Zdaj jaz vas ne morem poslati v kot z bontonom, da si ga malo prebrskate, ker nisem vaš starš, drugače vas bi. Vi se pa umirite, ker boste dobili opomin, ker nimate besede. No, drugi opomin poslancu Poglajnu daj, ker se oglaša, ko nima besede. Kje ste vi? Ja, govorimo na katerem o tem, planetu? Da imate veliko... Kdo ima postopkovno? Kdo ima postopkovno? Poglajen, spet lažete. Pa vi lažete. Nehajte vsi ostali se oglašati, ko vam ne dam besede. Tiho bodite, Poglajen, ker vam nisem dala besede. Prejšnji razpravi... Čakajte, nimate še besede. Nimate še besede. Ko vam bom jaz dala besedo, imate. Boste nehali govoriti, ali vas opomnim še enkrat, pa boste potem počasi zapustili ta prostor. Glejte, ne da se tu zajokcate kot nek mali otrok. Meni, oprostite, ne morem vam drugače reči. Vsi lahko imamo različna mnenja. Jaz nisem popolnoma nič prizadeta, če moji amandmaji, tako kot vaši, ne bodo podprti. Zdaj boste najprej uvodoma povedali, kateri člen poslovnika je bil kršen. Zdaj mi to najprej povejte. Beseda je vaša. Hvala, ker mi končno dovolite govoriti. Glejte, spoštovana predsednica, vodite sejo nekako v skladju s tem, kakor ste začeli tudi voditi. Dobro, nimate besede. So vam služili Južina in vaš Vizjak v Petrolu in tako naprej, da se ne spomnim. Sedaj smo šla na kratek oddih, na Petrolu je bila ena lučka stane 5 evrov, 4 cente, pa ena radenska z okusom 3 evre pa nekaj. Ne bom več tam kupovala, da povem, to ni smešno. Vi se pa tu zajokate že nekaj časa, nočete sprijeti naših amandmajev, ničesar. Zdaj pa samo malo govorite o temi, ki nima nobene veze. Prosim, da zapišeš drugi opomin kolegu Hojviku, ker razpravlja o temi, ki nima veze. Vi se jočete že skoraj da kot nek otrok, ki trmari. Ne moremo se tako obnašati. Krivo sojenje. Po 288. Kolega Černač, izrekam vam opomin. Prosim, zapiši. To je drugi opomin. Ne bom dovolila, da boste žalili sodstvo. Oziroma imate že 2 opomina. Tako da vam odvzemam besedo. Niste član te komisije. Pridete sem in diskreditirate vse po vrsti. Kako si dovolite? Opominjam vas, izrekam vam prvi opomin. Napisani 83-40. Ok, sedaj izrekam prvi opomin kolegi Janši. Nehajte filozofirati, o čem vi govorite, lepo vas prosim. En opomin že imate. Tu moram pohvaliti Leno, ne? Glede na to, kako je aktivna pri tej seji, im je napačno. Hvala lepa. Hvala, kolega Tanko. Torej, absolutno, začenjam. Tudi njih ste pustili, lepo prosim, še mene pustite. Ne biti strožji do nas, kot do njih. Plačili pred sodišče, a ne? In NSI, SDS, Logar, Irgl, vsi so bili tiho. Kolegica Godec, to sploh ni bil postopkovni predlog. Brala je nekega Aristotela ali koga, vidim, da so poslali. Kolegica, zdaj pa tako, ustaviva se malo, da vam razložim. Jaz mislim, da vse, kar sem do zdaj vprašala, je z področja pravosodja. Potem pa vam jaz
raztolmačim, da napačno mislite. Oprostite, pustite še mene, da končam Vse sem postopkovni povedala, predlog. ampak najprej mi povejte v prvem stavku postopkovni Pa če predlog, vam pa ga pa govorim. razložite. Oprostite, predsedujoča, strožji ste do mene kot do kolegov. Sedaj torej glasujemo. Kolega Černač je predlagal, da glasujemo o tem, ali se poslancu Černaču odvzame beseda. Lahko bo kdaj prišlo do situacije, da bo en glas štel. In to je nedopustno. Vem, da imamo mi neke DOO-je tu, ki so vmes vključeni v ta sistem. Gospod Janša se smeji, ker je sam recimo v prejšnjem mandatu Telekom slovenski pogodbo, naj ljudje vejo, pa sklenil z ameriškim Telemachom, se pravi, imamo telefone ameriškega Telemacha, imamo računalnike Telemacha, a ne? Slovenske državne družbe smo. A bo mir? Vi ste tisti, ki žalite tukaj poslance, da nimajo pojma, da ne vedo nič in podobno. Napihujete se tukaj brez vsake osnove. Tretji opomin. Tako da prosim, kak je tretji opomin? O čem govorite? Niste mi dali še prvega opomina, niste mi dali drugega opomina in potem sledi. Dala sem vam prvi, drugi in tretji opomin. Ne. Hvala. Odzem besede. Tistih, ki danes to pripisujejo drugim. Prosite, kolega Janša, to je sedaj razprava že, to ni več replika. To je replika na to, kar je on meni očital. To zdaj že razpravljate, ne? Tako da, ja, pa časa tudi že več nimate. A mislite, da smo mi pozabili, da ste vi kot državni sekretar na notranje ministrstvo vinjeni vozili prehitro, ko ste šli k preiskovancu v več Rastoderju, a ne? Med covidom preiskovancu v več kaznivih dejanjih zaradi suma storitve, torej trgovanja z drogo, ste šli po čebulo za Lenart, ker vemo, da v Lenartu, če kaj manjka, je bilo treba v covidu se žrtvovati, a ne za Lenart, in ste šli k gospodu Rastoderju po čebulo. Čakate. Ja, bi se za eno žensko mogoče, ne vem, čaka, kolega Černač pravi, tukaj grozeče, on čaka. Bi se mogoče, ne vem, fizično, še mogoče s kom, mogoče z mano spopadli ali kako. Vi ste prijavljeni k razpravi, bo se potem prosim 20 sekund, če imam. Ne, gre za to, da to ni replika več. To boste Glejte, imejte enaka merila do vseh. Boste to povedali, tudi jaz imam tu marsikaj zapisano, tako da... Vaše replike so dolge po 10 minut. Prenehajte. Jaz vem, da je boleče. No, zaključite že, da nadaljujete. Dajem vam tretji opomin in vam jemljem besedo. Nadaljuje gospod kolega Andrej Poglajen. Ampak bom nadaljevala in bom povedala, Vzela sem vam besedo, sicer bom ustavila odbor, dokler se ne boste. Izklopite se, prosim, ker sem vam vzela besedo v skladu s poslovnikom. Bi pa se sama še predsednica, jaz bi samo zaključila ta postopkovni. Kolega Černač, utihnite, ne derite se med sejo, seveda neprestano prekinjate, odstraniti vas bom dala z dvorane. Kolega Černač, poleg tega, da se ves čas nekaj dere, brez da bi imel besedo, tudi fotografira nas tak posebej v vsakega, veste, tudi predsednik Janez Janša. Kaj se greste, kolega, kaj počnete? Pa ljudje božji, pa kaj mi norca delamo, kaj? Sedaj pa oziroma vam izrekamo pomen. Ja, drugi.